Zavod za gozdove in okoljevarstvene organizacije bi rade naravo in gozdove ohranile čim bolj neokrnjene, a kaj ko lepoto narave v tem letnem času, kar sama vabi številne obiskovalce. Načeloma je v Sloveniji dostop v gozd dovoljen vsakomur in to peš. Se pravi, za prosto hojo je gozd odprt. V naravi pa se žal vsi ne znajo oziroma znamo obnašati. Če na makadamskih cestah ali traktorskih poteh gorski kolesarji, motoristi, vozniki štirikolesnikov ne povzročijo večje škode, pa je povsem drugače na tako imenovanih brezpotjih. Potem hitro pride do odnašanja nasipne brežine in lahko spodje cesto in potem so škode, ki nam zgledajo tu na začetku nikakršne, se naenkrat štejejo pa v 10 tisočih evrov. A zaenkrat se tega, kot kaže, večina obiskovalcev narave sploh ne zaveda, pa tudi snovalci turističnega razvoja vse premalo. In če se preveč razširi ta turizem, potem uničuje lastno osnovo. Prav širitve si želijo v kolesarskem oziroma bike parku na Mariborskem Pohorju, kjer zadnje desetletje poletni turizem živi od gorskega kolesarstva. V zadnjih 3 letih, kot rečeno, smo zgradili 3 različne težavnostne proge, ki pa potekajo predvsem po smučiščih oziroma po gozdnih robovih, saj še vedno v Sloveniji velja odredba o prepovedi vožnje v naravnem okolju, kar pomeni prepoved vožnje v gozdu in s tem tudi gradnja kolesarskih parkov. Tudi da ustrežejo nam, kolesarjem, tudi letos delajo nove proge, tako da mislim, da bo to kar super. Vse kaj novo, vse boljše. Bike park bi radi še razširili na že obstoječe smučarske proge, ki so že tako ali tako namenjene športu in rekreaciji. Prav zaradi raznolike infrastrukture za gorsko in cestno kolesarjenje se na Pohorju mudijo kolesarski klubi in celo tuje reprezentance. Dost treniram se, vozim okrog veliko teh makadamskih cest, različne nadmorske višine različne na uru, na 2, na 3, vozim za Oreh, za Roglu. Zelo to za reprezentanco važno in vpliva super na rezultat. Ena cesta vodi sem do Belvija in do Areha, imamo še pa ogromno drugih cest, ki grejo rečemo za Slovenske Bistrice gor in tam, tako da je ogromno poti in se nikoli ne naveličamo. A še bolj kot športni turizem si na Pohorju želijo razviti družinsko-rekreativno kolesarjenje, ker bi to potekalo po makadamskih gozdnih cestah, brez sodelovanja okoljevarstvenih zavodov ne bo šlo.